soboto. No, to gre za ta format v dveh jezikih. Naš prvi predsednik Milan Kučan je napisal uvodnik na temu časopisu, je ravno kar prišlo iz tiska, v soboto bo pa promocija. Tako da posebej sem menil, da je treba omeniti vlogo profesorja Osovnika in njegov odnos do črnogorske skupnosti. Če vam mimogled povem, on je pred parimi leti te majhnih skupnosti podaral skoraj 400 knjig, veliko povezanih z Petrom Petrovičem Njegošem, ki se nahajajo v knjižnici enega od teh naših društev v Ljubljani, kar je praktično bogatstvo. Tako da vam predlagam v spomin na profesorja Osovnika, če bi mi vzela minuto molka, dali spoštovanje za vse profesionarje in za nas. Slava mu. Prvi tekst v Ozirani, kot je gospod Skenderovič povedal, je 10 avtorjev v tem drugem delu Oziranja, oziroma slovensko-črnogorskih Oziranj ali pa crnogorsko-slovenačkih osvrtanja, je podalo pravzaprav svoj kod oziranj na slovensko-črnogorske odnose, na te mostove med slovensko in črnogorsko kulturo, zgodovino, umetnostjo, če hočete. Prvi esej je esej profesorja Vladimirja Osovnika, ki predstavlja pravzaprav biografijo Petra II. Petroviča Njegoša in kako je Njegoš bil sprejeman v slovenskih kulturnih in političnih krogih, predvsem v kulturnih krogih. Naslednji tekst potem, ko je gospod Skenderovič se še ozrl pravzaprav na samega profesorja Osovnika, je moj tekst, ker sem poskušal združiti Franceta Prešerna in Petra II. Petroviča Njegoša, ki sta bili pravzaprav veliki literarni superzvezdi v 19. stoletju in če tudi pravzaprav se nista nikoli srečali. In to ju nekako postavlja v skupino legend, kot sta recimo Batman in Superman na drugi strani, ki se ravno tako nikoli nista srečala in nikoli se nista imela priložnosti pravzaprav iti na kavo in na klepet. V eseju razkrivam, da sta Prešern in Njegoš sicer delovala v povsem različnih okoljih, eden v Habsburški monarhiji, drugi v pol samostojni pravzaprav Črni Gori takrat še, a sta oba imela neverjetno podobno misijo. In Njegoš in Prešern sta pravzaprav s poezijo gradili narodni identiteti. Prešern Slovencev, Njegoš Črnogorcev. In medtem, ko sta oba delovala samostojno in popolnoma neodvisno drug od drugega, je njuno usodo pravzaprav na koncu prepletel Jernej Kopitar, cenzor, slavist, ki je tudi nekakšen nesojen Kupido vse slovanske kulture. Prešernu na eni strani prepovedal zdravljico, na drugi strani pa je bil Kopitarjev vpliv na Njegošev pisani jezik posreden, ampak izjemno velik, in sicer prek jezikovnih reform Vuka Karadžiča, ki jih je seveda Kopitar podpiral, in po nekaterih informacijah je Kopitar pravzaprav vsaj soavtor, če ne glavni avtor Vukovega prvega rečnika srbskega jezika. Čeprav se torej Prešern in Njegoš nista poznala, je njun svet v neki esejistični alegoriji zbližala nenavadna anekdota, v kateri so Kranjci v gostilni prepoznali Njegoša kot uglednega in prijaznega gospoda, in bom prebral v mojem črnogorskem prevodu iz rokodelskih in kmetijskih novic iz leta 1844. Sinoć oko 8 sahata uveče u gostionicu kod Crnoga orla dođeše trojica ljudi koji bijahu donekle, ali ne sasvim, tursko odjeveni. Pošto nas čuše gdje zborimo kranjsko, odpočeše razgovor s nama
i kazaše da su Crnogorci, Montenegrini. Mi pomislija smo da su trgovci, jedan među njima bijaše visoke i stasite pojave otmjeno obučen, te nam se osobito dopade i sasvim milostivo s nama razgovaraše. Ispita smo ga o crnogorskoj trgovini, običajima, rukotvorinama, zemljoradnji, a dado smo mu i naše kmetijske novice da ih pogleda. Na svako pitanje nam odgovaraše ljubazno, jezikom crnogorskim, Kranjcima lako razumljivim. I upita nas između ostaloga, znamo li gospodina Kopitara u Beču? U najvećem žaru razgovora sazna smo od kraljevog glasnika ko je zapravo taj ugledni i prijazni gospodin koji nam je ukazao čast razgovarajući s nama. I ko bijaše on? Milostivi i svake časti dostojni vladika, to jest episkop stare vjere, koji u Crnoj Gori ima i svjetovnu vlast. Postidi smo se što mu ne ukazasmo dužnu čast njegovom visokom činu, ali nas utješiše njegove srdačne riječi pri rastanku, kad reče "Zbogom Kranjci", i time pokaza i onima koji su naš jezik možda podcjenjivali, da nas i Crnogorci, premda iz dalekih krajeva dolaze, mogu lako razuvjeriti. Pravzaprav s to nekakšno eseistično alegorijo kaže neko simbolno bliskost med slovenskim in črnogorskim narodom, ki je morda tudi najbližje temu, kar smo se kdaj sploh približali srečanju teh dveh velikanov, Prešerna in Njegoša, ki se, kot rečeno, fizično ni nikoli zgodilo. O povezavah med Prešernom in Njegošem govori seveda tudi naslednji esej v tej zbirki, to je esej, in to nam je bilo v veliko veselje, vnuka dr. Rakočeviča, upam, da je tukaj, gospod Gorazd Rakočevič, in ker smo se nekako, vsaj mi pa z Remzom, upam, da je to prispelo tudi do vseh avtorjev, dogovorila, da bova tako improvizirala, da bova avtorje posameznih esejev prosila, da nam v kratkem povesta, o čem sta pisala. Jaz bi, gospod Rakočevič, če dovolite, samo kot uvod, povedal, Milan Rakočevič je leta 1941 doktoriral na filozofiji v Ljubljani na temo Njegoševog čojstva, to je ne da se prevesti pravzaprav v slovenski jezik, in je bil izjemen jezikoslovec, njegošolog, filozof, ugledni profesor, ki je praktično celo potem svoje življenje po drugi svetovni vojni preživel v Sloveniji. Gospod Rakočevič, izvolite. Ste mi tudi kakšno povzamem načela? Čisto. Ja, vse, malo sem se čekal. Hvala sem, da lahko predstavim v parih besedah ta prispevek, ki je prišel tako malo ad hoc, niti nisem pričakoval, tako da se zahvaljujem tudi gospodu Remzotu za to priliko, da sem jo imel. Zdaj pa se pravim v parih besedah. Milan Rakočevič med Njegošem in Prešernom. Kako prikazati nekoga, ki si ga poznal pred skoraj pol stoletja kot vnuk? Prispevek v njegovem delu pa se je začel malo pred drugo svetovno vojno. Nekdanji republiki, med katerima je bil razpet in katerih kulturo je skušal povezovati, sta sedaj ločeni državi. Potreba za iskanjem skupnih točk pa ni danes nič manjša, kot je bila takrat v njegovem času. Podobno kot v času, ko je zagovarjal doktorat Njegoševa etika čojstva, tudi sedaj grmenje topov grozi, da bo preglasilo plemenite muze poezije in umetnosti. Takrat je začel tudi prevajati Franceta Prešerna v srbski ali morda črnogorski jezik. Dugo v senadah in bojah, prođoše me inat i strah, srce prazno neveselo, nati strah bi natrag htjelo. V teh verzih je zaobjeta skoraj vsa resnica človekove eksistence, od tod torej enačaj med poezijo in filozofijo.
Ali z besedami Milana Rakočeviča, veliki pesniki in veliki filozofi si v vsakem obdobju niso prav daleč stran. Ko Prešeren pravi, da je dolgo upal in se bal, jasno pokaže na glavni gibali v človekovem življenju. Ponavljajoče se upanje in hrepenenje in vse prisoten strah. Morda mu je resnično uspelo, podobno kot v vzhodnjaških tradicijah, filozofije in religije, osvoboditi se za nekaj časa obeh bremen posameznikovega jaza, a kmalu je zopet prevladala neznosna moč ega, ki je za svoj obstoj pripravljen sprejeti tudi neprestano trpljenje. Ali si ti tijelu večno mučenje, ali tijelo tebi vremena tavnica, edinstveni zakon, kakav vas sredini. Enako kot Prešeren se tudi Njegoš zavedal dvojne narave misli, blagoslova in prekletstva. Od največjih višin, najbolj vznesenih trenutkov do najglobjih brezen. Tako je torej poezija in filozofija obeh največjih duhov, obeh najmanjših slovanskih narodov vplivala na življenje in delo Milana Rakočeviča na način, da je čutil skoraj poslanstvo približati Njegoša Slovencem in Prešerna Črnogorcem. Zanimiva pa so njegova opažanja glede mentalitete obeh narodov, ki jo je pogojeval zgodovinski razvoj in širše okoliščine. Slovenci je videl kot realiste, skoraj pretirane materialiste, medtem ko Črnogorce je videl kot utopične idealiste. Tako sta tudi oba velika pesnika popolnoma ustrezala tem predstavam. Epik Njegoš in lirik Prešeren. Morda je takšna delitev poezije včasih celo nekoliko umetna, saj je poezija ena in nedeljiva, najvišji izraz življenja. Bog slavuje branic stav, pustinjakov progovara, neka slavoj pjesme stvara, kakvo sam mu grlo dao. Kom sam pjesme dahnuo, dao sam mu pjesme svoje, in njih samo neka poje, dok ne bude izdahnuo. Milan Rakočevič je pri opazovanju skupnih značilnosti Črnogorcev in Slovencev prišel do zaključka, da so obojim lastne določene psihološke poteze in odlike razvite v večstoletnih bojih in prizadevanjih za obstanek v neprijaznih in sovražnih sredinah. Pri Črnogorcih boji s Turki, pri Slovencih popiranje germanizacije. Za podobnosti si sposodimo besede Črtomira iz Uvoda k krstu pri Savici. Najviše svjetla čuje djecu slave. Treba ići tamo gdje ta djeca sama u slobodi žive i zakone prave. Ako li bogovi smrt pošalju nama, manje je strašna noć u grobu crnu, no pod suncem dani ko je ropstvo slama. Določene razlike v mentaliteti, pogojene tudi stopnjami nasilja in brutalnosti sovražnikov, so vplivale na nekoliko različne poudarke in konotacije pojmov, kot so morala, etika, človečnost. Odtot torej nekoliko poseben pomen črnogorske besede čojstvo. Njegoš je rekel, junaštvo je braniti sebe od drugih, čojstvo je braniti drugega od sebe. Ko govorimo o čojstvu, se seveda sama od sebe ponuja vzporednica, skoraj sopomenka človečnost. No, vsezadnje govorimo o vrednotah, ki so obče človeške in bi morale biti seveda tudi evropske, kar je zadnja leta najpogosteje uporabljena in najmočneje zlorabljena besedna zveza. Trenutni moralni kolaps, že kar razkroj Zahoda, še posebno Zahodne Evrope, seveda s temi pojmi nima nobene skupne točke. Ko sem pregledoval družinske vere za ta prispevek, sem našel listek, na katerega si je Milan Rakočevič z roko napisal naslednjo misel nemškega filozofa Karla Jaspersa. Da bi človek ustvaril život, vreden sebe, mora da se održi v životu. A da se održi v životu, može jedino, ako ustvari takav život. Končajmo torej s preprosto resnico. Človek ne more zares živeti brez smisla, hkrati pa potrebuje obstoj, da bi sploh lahko dosegel smiselno življenje. Super, hvala, jaz sem bil navdušen nad vašim prispevkom. Profesor dr. Milan Rakočevič si zagotovo zasluži naš spomin
in zagotovo se zasluži še kakšno publikacijo. Mimo grede, magister Lenart je Šetinc je z nami, on je v uvodu k Renzotovem prvem slovarju je veliko pisal o doktorju Rakočeviću. Hvala lepa. O še enega velikega Črnogorca, ki je deloval v Sloveniji, smo odkrili in o njem je kratek esej, dober esej napisal Vildan. Tako da Vildan, prosim, predstavi profesora dr. Radomila Ilića. Hvala. Dober večer. Naprej vas pozdravljam v svojem imenu in v imenu Črnogorskega kulturnega društva Komovi iz Maribora. Zelo me veseli, da sem danes tukaj. Imamo veliko gužvo glede naše manifestacije, ko jo pripravljamo, ampak zelo me veseli, da sem med vama danes tu, pa tudi kot en predstavnik unikatnega črnogorskega štajerca. Glede na to, da je taj prispevek pisan v črnogorskem jeziku z veliko emocijo, jaz se naprej opravičujem, ampak moj komentar bo tudi v črnogorskem jeziku, ker jaz sem en mladi član naše diaspore, 7 let sem tu živim v Mariboru in še vedno emocijo ne vem, na kaki način lahko prevajam. In iz tog razloga nastavit ću na crnogorskom jeziku. Jednog jutra sasvim slučajno sa jednim našim članom razmjenjivali smo par informacija i slučajno naišli tekst u dnevnom časopisu Vijesti iz Crne Gore koji je tako u određenim stavkama opisao do tada nepoznatog Radomira Ilića. Ono što, dok sam ja čitao, pronašao sam dijelom i sebe i dosta naših zemljaka koji su ovdje, koji su daleko od svoje domovine, a koji su upravo u ovoj državi našli svoj novi dom i kroz određene generacije također pored naše Crne Gore